V Slovenskem etnografskem muzeju so predstavljene peče in rute, avbe, čepice in klobuki. To so pokrivala. Nosimo jih na glavi, da se zaščitimo pred mrazom, vetrom, sončnimi žarki, mokroto, umazanijo in celo pred poškodbami. Za poletne dni pa ga ni boljšega pokrivala, kot je slamnik. Narejen je iz prave slame. Glavo ščiti pred močnimi sončnimi žarki in ji daje senco. Gospa Tatjana šiva slamnike v prostem času. Doma je v Domžalah, v kraju, ki se ponaša s 300-letno slamnikarsko tradicijo. V zlatih časih, kot radi rečemo, se je s to dejavnostjo ukvarjalo več kot 1000 domačinov. Njihove izdelke so nosili kmetje, pa tudi pripadniki višjih družbenih slojev. Tako modno, poletno, delovno in počitniško pokrivalo lahko v zadnjem desetletju sledimo tudi na raznih fotografijah. In kaj potrebujemo za izdelavo? Najprej je to ročno pletena slamnata kita. Zdaj pa posluh. Za izdelavo enega slamnika potrebujemo kito, ki je, pozor, dolga približno 24 metrov. V eni uri se je splete približno 2 do 3 metre. Koliko ur dela že samo za izdelavo kite? Kito se pred šivanjem najprej zlika, nato pa se jo šiva v krogu na stroju. Kako lepo teče krog. In tako nastane slamnik. Za izdelavo slamnika se potrebuje tudi model ali kalup. Ta določa obliko in velikost slamnika. Med šivanjem je ves čas v bližini, saj se sproti preverja obliko. Ko je slamnik zašit, sledi likanje. Potem pa še obdelava notranjosti ter šivanje notranjega in zunanjega traku. Zanimivo je, da so slamniki različnih oblik dostikrat dobili ime po znanih osebah ali pa tudi po krajih in pokrajinah. Tako se na primer tradicionalen domžalski slamnik s trdimi okroglimi krajci in ravnim oglavjem imenuje Žirardi, po igralcu in opernem pevcu, saj ga je nosil skoraj vedno in povsod.
Če bi se podal v deželo slamnikov, gospe Tatjani, kateri slamnik bi izbral za tvojo poletno dogodivščino?